Pozdravljeni v novi izvedbi Antikviza, tokrat solo, ker je Ajda na dopustu. Tem seveda nikoli ne zmanjka, če ne drugega, se pa eden najbogatejših zemljanov poroči in se odloči, da bo to storil v Benetkah. In ja, običajno tam poročamo zgolj ob kakih takih dogodkih ali pa ob Aqua Alta, visoka voda, njena definicija pa 9+ centimetrov nad običajnim vodostajem, ko začne ljudi tam malo skrbeti, da bi šlo pa mora biti previsoko. Torej, 5 podatkov o Benetkah, 4 držijo, eden je izmišljen, iščemo pa kot vedno vsiljivca. 01 475 2202, tole pa so torej podatki o Benetkah. Prvi pravi, italijanski pozdrav čao je pravzaprav star beneški pozdrav skjavo vostro, vaš sužen, ki je s časoma skrajšan postal samo še čavo. Leta 1377 so v Benetkah, to pravi drugi podatek, kot prvi na svetu zaradi kuge z mestnim odlokom določili čakalno dobo 40 dni za vplutje ladij v mesto in iz italijanske besede za 40, 40, tako izvira beseda karantena. Tretji podatek. Uspeh Beneške republike v srednjem veku gre v veliki meri pripisati tudi načinu izbire vladajočih. Določali so jih z žrebom. Četrti podatek pravi: Odstopite, Benetke ste spremenili v stranišče. Odstopilo je takrat celotno mestno vodstvo, vključno z mestnim svetom, razlog pa je bil koncert Pink Floydov. In še peti, zadnji podatek. Gazeta je bil srednjeveški beneški kovanec manjše vrednosti še pred obstojem časopisov. Po tem kovancu se danes imenujejo mnogi italijanski in svetovni časopisi. 01 475 2202, kateri od podatkov ne drži. Tole pa zdaj je še ta pravi instrument za ugibanje. 01 475 2202, številka, ki jo je prvi, še preden sem sploh začel naštevati podatke, poklical Dragan. Dragan. Ja, pozdravljeni. Dobro jutro, ste slišali vse, ne? Sem, ja, vse na telefonu. Ja, poklical sem pa zato, ker so Benetke moje najljubše mesto. Aha, potem to boste stresli z rokava. Ja, ne, odgovore. Niti slučajno, zelo sem v dilemi. Med katerimi, povejte? 2 sem odpisal takoj, Okay. pa ne bom povedal, katera 2. Čudovito. Ja, bom skušal z... zdaj imam pa 2, ki nisem siguren. Čakaj, samo malo, en moment, da pomeditiram sekundo. Ajde, rečemo, izbira vladajočih. Aha, izbira vladajočih. Da je uspeh odvisen od tega. Ja. Zakaj bi vam bilo to sumljivo lahko? Žreb pa volitve? Pa ne vem, mislim, nisem poznavalec, ne, ampak nekako se mi zdi, da niso žrebali, ampak da je bil nek drug način. Vem nekaj o tem, da niso smeli iti iz mesta, kaj dosti pa ne vem, evo, to je bilo ugibanje pravzaprav. Ja, ampak so. Dejansko so na tak način zbirali še več, celo kopirali so jih potem nekateri, boste slišali v odgovoru. Danes bi rekli, da je to kar nenavaden način, čeprav so tudi pri nas na evropskih volitvah imeli neke skupine ljudi, celo kandidirali so take ideje, da bi vsako leto, na 4 leta mandat bi se 4 izmenjali in bi določili te ljudi z žrebom. Skratka, kako so potekale beneške volitve? Sestali so se svetniki velikega sveta, Maggior Consiglio, ampak samo tisti na 30 let. Najmlajši od njih je potem odšel na ulico in poiskal prvega fanta, starega med 8 in 10. Pripeljal ga je na zbor, ker so mu dali nadimek Balotin. On je bil tisti, ki je iz volilnih škatel potem pobiral balote, glasovnice. Izžrebali so jih 30, na to so ponovno dali teh 30 imen v škatlo.
in med njimi potem izžrebali 9 elektorjev, ki so potem na neke vrste konklavu izmed vseh svetnikov potem izbrali 40 novih svetnikov, vsak od njih pa je moral dobiti vsaj 7 od 9 glasov in potem so teh 40 ponovno žrebanje zmanjšali na 12, 12 je potem izbiralo 25 drugih svetnikov, spet vsaj 9 glasovi od 12 in tako naprej. 9 krogov izbiranja in žrebanja so imeli na tak način, da bi čim bolj zmanjšali vsako možnost nepotizma in na koncu je ostalo 41 svetnikov, ki so se zbrali in vsak napisali svoje ime in izmed te glasovnic so potem izžrebali doža, to se pravi beneškega vladarja. Po žrebu pa je vsak od svetnikov lahko podal svoje morebitne pripombe, dobiti je moral dož 25 od 41 glasov podpore in tako so potekale pač njihove volitve. Lahko bi še zdaj razlagal naprej, ampak praktično nemogoče, da bi nekdo porinil nekoga svojega. Je pa zanimivo, da so skoraj 700 let na bolj ali manj podoben način potekale beneške volitve. No, leta 1786 so po Benetke poslali delegacijo, v kateri so bili Thomas More, Benjamin Franklin in Thomas Jefferson, da bi preučili volilni sistem Beneške republike in delno so potem ta sistem tudi uporabili pri pisanju ameriške ustave in volilnega sistema in še danes, denimo, Američani uporabljajo izraze ballot box za glasovalno škatlo pa ballot system za samo glasovanje po Benečanih. Dragan. Wow. Ja. Kar noro. Precej komplicirano, ja. Neskončno, neskončno zapleteno se sliši, ampak niti ni. V več krogih so nasito metali ljudi, ne vem, zdaj na pamet govorim 50, pa so jih izbrali 10 in teh 10 je potem naprej izbralo svojih 10 in od teh so spet zbirali in na tak način presejali, da so dobili končne svetnike, ali kako bi temu rekli. Dobro, super. Ja. Deluje precej pošteno, kako ste omenili. Ja. Ok. Hvala za klic. Hvala. Skušam se enkrat poklicati, morda. Velja. Ja, srečno. Najljubše mesto, seveda, Benetke. Primož. Dobro jutro. Dobro jutro, vaše najljubše mesto. Primož, ki je danes Sekondo. Primo Sekondo, ja. Ki bo izbral Terco. Katero, peto? Ja, najljubše mesto? Ja, niso Benetke, ne? Ne. Pa ne vem, videl sem jih toliko, da bi se kar težko odločil za najlepše, ne vem. Benetke bi bile lepe, če bi bile prazne, recimo, ja. Pa ne vem, mogoče Barcelona, ampak ne vem, ne moram zdaj kar se odločiti. Skratka, Benetke niso... Da bi enega izpostavil, no. Ja, rekli ste 5. podatek. Ne, Terco, 3. Terco, okej. Terco je pa podatek, ki ga je izbral tudi Dragan malo prej, torej vam je že ta pravega odprl, tako da vas je rešil napačnega odgovora, vsaj za enkrat. Aha, pa bi prvega prosil, če se ponovi, ker sem bil Čao. Ja, čao je italijanski pozdrav, ki je nastal iz beneškega pozdrava Schiavo vostro, vaš suženj. Potem drugi ta kuga in prvo mesto, ki so določili čakalno dobo 40 dni za vplutje, 40 karantena, pa koncert Pink Floydov, zaradi katerega je moralo odstopiti celotno mestno vodstvo, pa 5. podatek je pa Gazeta, torej beneški kovanec manjše vrednosti, po katerem so potem dobili ime mnogi časopisi, ne samo italijanski, ampak tudi bom tako Dragan rekel, da sem izklopil 2, pa se bom odločil za 50-50 šance, imam za 4. Pink Floyde. Ja. Niste bili očitno na koncertu 15. julija 1989. Zgodba. Mesto se je dogovorilo, da bodo Pink Floydi nastopili na brezplačnem koncertu na trgu Svetega Petra, TV prenos pa bo šel vsaj 12 držav sveta.
Benetke morajo biti odprte za nove trende, vključno z rokom, je bila takrat izjava enega od mestnih svetnikov. Prebivalci so znoreli že pred koncertom, ker so se bali, da bodo vibracije zaradi glasnosti in množic ljudi poškodovali zgodovinske spomenike. Denimo nekdanji vodja turizma v Benetkah je dejal, da se zgodovinski centri ne smejo izrabljati za predstave, ki so nekompatibilne z zgodovinsko naravo mesta. Če hočete rok, ga imejte na nogometnem stadionu, ne pa na Piazza San Marcu. Beneški stadion je imel takrat kapaciteto 7450 ljudi. Skratka, rešitev so v mestu našli tako, da so se najprej s Pink Floydi dogovorili, da glasnost koncerta 100 zmanjšajo na 60 decibelov, oder pa postavijo na splav na barko kakih 200 metrov do obale. In koncert je spremljalo kakih 200 000 ljudi, za sabo so pustili 300 ton smeti in 500 kvadratnih metrov praznih steklenic in pločevink. In ker mesto ni zagotovilo prenosnih stranišč, so pač obiskovalci potrebe opravljali po zidovih, spomenikih, v morje in tako naprej. In naslednji dan se je začel pogrom. Rimski župan je denimo za Washington Post dejal, da to ni bil kulturni dogodek, ampak komercialni mastodont, ki ga promovira televizija in glasbena industrija. Beneški župan je potem na novinarski konferenci 2 dni po dogodku priznal, da so nam pritiskali iz raja, ki je s koncertom dobro zaslužil, ampak takrat so že ljudje vpili odstopite in Benetke ste spremenili v stranišče in še pred koncem tedna je najprej odstopil celoten mestni svet, tako za njim pa še župan, ki se je pisal Caselati. Koncert Pink Floydov, ki je pokopal mestno vodstvo. Ja, mislil sem, da kakšen zajec tiči v grmu tukaj. Ja, veste, zajec tiči v grmu, kot boste slišali na koncu, ko bo nekdo ugotovil. Lep dan, Primož. Enako, srečna dija. Milojka, dobro jutro. Dober dan. Dober dan. A mi lahko še enkrat peto trditev poveste, ker pri meni skozi grmi. Skozi grmi, joj, pomagaj. Gazeta je bil srednjeveški beneški kovanec manjše vrednosti še pred obstojem časopisov, ampak po tem kovancu se danes imenujejo mnogi italijanski, pa tudi svetovni časopisi. Aha, to drži. Potem pa prvo. Kaj pa prvo bilo? Italijanski pozdrav Ciao. Je pravzaprav star beneški pozdrav Schiavo vostro. Ja, kaj pa potem ne bi držal? Edin potem pri Kugi nekim mogoče kaj drugač, več dni ali pa kaj takega. Tale Kuga, bom rekla odgovor. Lepo ste izločili, Milojka, in drži. Odgovor ni pravilen. Sicer v večini drži, ker je 40 dni približno inkubacijska doba za kugo in prav iz teh 40 dni po italijansko quaranta oziroma quaranti giorni izhaja beseda karantena. Ta del drži, drži tudi, da besedo pripisujejo Benečanom, ampak šele kakih 100 let po omenjeni letnici utrditvi, ki je bila 1377, se je to zgodilo v Benetkah. Prva uradna karantena, izdana z mestnim odlokom, je pa namreč iz leta 1377 od nekje drugje Republika di Ragusa, mestna državica, ki jo mi seveda danes bolj poznamo kot Dubrovniško republiko, in je ta odlok sprejela sredi 14. stoletja, 1347 do 1351 je namreč kuga pokončala med 700 in 200 milijoni ljudi, in Dubrovniki so bili prvi, ki so na tak način poskušali zaščititi mesto. Originalni dokument pa hranijo v dubrovniških arhivih. V njem pa piše, da morajo ladje, ki plujejo v Dubrovnik, na točkih pred mestom počakati 30 dni, torej bila to Trentina, ne karantina, ker počakajo v organiziranih lazaretih, ali se bodo razvili simptomi kuge, no potem pa so ugotovili, da 30 dni ni dovolj. Benetke so pa potem to nadgradile v 40 dni, to je pa res. Ampak Dubrovnik je bil prvi, ki je uvedel karanteno za ljudi, ki so hoteli v mestu z ladjami. Čestitke, Milojka. Hvala lepa. Pustite podatke pri Luki v režiji. Bom, hvala. Maha in Žedviga. Pozdravim pa Borisa. Ja, Boris verjetno zdaj dol v režiji posluša. Boris, ne, ni.
Boris No, pozdravi ga. ima delo in ga pozdravimo. Jaz pa pozdravljam vas, Milojka, pa uspešen ponedeljek. Hvala lepa. Ja, tako še 2 podatka sta nam ostala. Recimo, začnimo z gazeto, s temi kovanci manjše vrednosti, ki so potem postali sinonim za predhodnike časopisov sredi 16. stoletja. Gazete kot kovance so sicer začeli v Benetkah kovati leta 1539 in so bile torej gazete v obtoku 20 let. Za eno gazeto se je dalo takrat v Benetkah kupiti takratni recimo beneški fenomen večjo polo papirja, 2-krat prepognjeno, da so dobili 4 strani. Tiskali so ga tedensko, dosegel pa je kar velik del beneškega prebivalstva, torej neke vrste tak časopis. Zaradi formata in rednega objavljanja je gazeta, kakor je dobila ime po kovancu in hkrati svoji vrednosti imela velik vpliv na razvoj časopisov, kot jih poznamo danes. Takrat pa to ni bil še čisto časopis v pravem pomenu besede, ampak bolj neke vrste propagandno glasilo. Prva prava gazeta, časopis z imenom La Gazette, je sicer začela izhajati leta 1631 v Parizu, to je bil tudi prvi časopis v francoščini, danes pa je gazet po vsem svetu malo morje. Pa še o pozdravu Ciao, najbolj znani italijanski pozdrav sploh, verjetno tudi ena najbolj znanih italijanskih besed na svetu. No, njen avtor pa dejansko izvor pa sega v Benetke, gre za star beneški pozdrav Schiavo vostro, kar bi prevedli kot vaš suženj, morda celo današnjemu času bolj primerno vaš služabnik. No in potem, ker imajo jeziki vedno tendenco po skrajševanju in poenostavljanju, je najprej pri Schiavo vostro odpadel vostro, potem pa še prvi sej nastal je na prelomu iz 19. v 20. stoletje današnji italijanski Ciao, ki se pa potem iz Italije kot eden od produktov italijanske pop kulture razširil po vsem svetu. Tako, hvala za sodelovanje v tokratnem antikvizu o Benetkah in se slišimo kmalu.